V svetu je vsaj 12 glavnih religij. Mnogi verujejo v enega Boga, drugi v mnoge. Hinduizem jih ima več tisoč. Če se malo pošalim, imamo bogove od severa do juga. Dokler svet ni bil globalno povezan, je vsak živel v svojem prostoru, času, religiji in kulturi. Toda danes živimo v globalnem svetu in smo lahko zelo zmedeni. Komu verovati, koga in kako častiti, saj je toliko religij in bogov na svetu. Na drugi strani še imamo mnogo različnih napovedovalcev, astrologov in podobnih, katerim se mnogi zatekajo in iščejo odgovore, kaj bo z njihovo prihodnostjo svetu. Pričakovali smo, da se bodo v dobi znanosti zmanjšala zanimanja za duhovne pomoči, pa temu ni tako. V nekaterih primerih je prišlo še do večje duhovne zmede. Tako da si lahko postavimo vprašanje, a je res vse tako zmedeno ali ne obstaja neki bolj preprosti način verovanja in čaščenja, saj v bistvu na koncu je pomembno samo eno, ali lahko najdemo pri svojemu Bogu, kateremu molimo, ga častimo, pomoč in vodstvo. V prvi vrsti ni za zmedo kriv Bog, ampak smo ljudje velikokrat zaradi svojega neznanja, slepote, zakomplicirali ali si napravili lažne bogove. Apostol Pavel piše: domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli in veličastvo neminljivega Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četvronožcev in plazilcev. Človeštvo se velikokrat domišlja, misli, da je modro, toda v svojem neznanju si napravi veliko lažnih bogov, ki so v bistvu stvarstvo Boga in ne Bog. Pavel govori o človeški zmoti, duhovni zablodi, saj je zašlo v čaščenje, malikovanje, saj so živega Boga zamenjali z njegovim stvarstvom in častili, malikovali stvarstvo namesto stvarnika. Prerok Jeremija že v Stari zavezi to piše zelo konkretno. Običaji ljudstva so namreč ničnost, le les, ki ga posekajo v gozdu in ga obrtnikova roka obdela sekiro. Okrasi ga s srebrom in zlatom, pritrdi žeblji in s kladivom, tako da ne omahne. Maliki so kakor strašilo na polju s kumaricami. Ne morejo govoriti, nositi jih morajo, ker ne morejo hoditi. Ne bojte se jih, saj ne morejo škodovati, a tudi dobro storiti ni v njihovi moči. Nobeden ni tebi, Gospod, enak. Ti si velik in veliko je tvoje ime v moči. Kovano srebro prinaša iz Taršiša in zlato iz Ufaza. Delo kiparja in rok zlatarja so. Višnjev in rdeč krlat je njihovo vlačilo. Vsi so delo spretnih obrtnikov. Gospod pa je resnični Bog, živi Bog in večni kralj. Jeremija se dotakne človeških običajev, ki so povezani z verovanjem in izdelovanjem malikov. Človeška umetniška roka ga oblikuje, okrasi s srebrom in zlatom, pritrdi žeblji, da lahko stoji. Ne more govoriti, ne hoditi, ne pomagati, niti ne škodovati. Jeremija jasno pove, da nobena podoba na noben način ne more biti enaka Bogu. Na začetku Svetega pisma lahko vidimo Boga, ki je vse ustvaril, toda človeštvo je zašlo. Celotna Stara zaveza je skoraj zgodba o odpadništvu in prenovi ter o malikovanju, ki ga Bog poimenuje prešuštvo. Saj med Bogom in človeštvom ne sme biti nič drugega.
Izraelsko ljudstvo je dobilo Božje zapovedi, ki so v bistvu ponujale človeštvu, na kakšen način živeti najboljše življenje. Zapovedi izključujejo politeizem, vero v številne bogove in jasno poudarja monoteizem, vero v enega Boga. Izrael je bil edini narod, ki je od Boga prejel zakon, ki je poleg obrednega zakona vključeval tudi moralni in civilni zakon. Zapovedi obravnavajo dolžnosti do Boga, ki vsebujejo človeško predanost in ljubezen do svojega stvarnika. Imeti zanj čas, odnos, saj je to vir moči, ki jo lahko sprejemamo od svojega stvarnika. In seveda zapovedi tudi vključujejo moralne zapovedi. Ne laži, ne kradi, ne poželi. Drugače povedano, ne jemlji in ne uničuj tisto, kar ni tvoje. V bistvu gre za zelo preprosti in iskreni odnos z Bogom, brez nekih velikih obredov in ritualov. Mogoče boste rekli, če pa je Bog dal tudi Izraelu veliko obredja, ker so morali darovati živali, opravljati različne obrede in podobno. Res je. Tudi to je bila predslika, ki je nakazovala na Jezusa, ki bo žrtvovan za naše grehe, enkrat za vselej. Poglejmo še bolj podrobno zapovedi, ki jo je Bog dal Izraelu. Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v podobah pod zemljo. Besede so prejeli Izraelci, ko so bili rešeni egiptovskega suženjstva. Bog jih spomni, da jih je rešil suženjstva. Bog ne daje samo pravil, ampak najprej reši svoje ljudstvo. To je zelo pomembna resnica, ki je v popolnem nasprotju z mnogimi človeškimi religijami, ki učijo, da si je potrebno pridobiti Božjo naklonjenost. Bog daje zapovedi, da bi nas zaščitil in bili pod Božjo zaščito. Bog stvarnik že ve, kaj je najboljše za človeka. Zato je v zapovedi zelo jasno vključeno, da si naj ne delamo maliko, lažnih bogov in boginj. Nobenega bitja ali predmeti ne morejo nadomestiti ljubezni, avtoritete in moči Boga. Zapovedi prepovedujejo izdelavo kakršnih koli podob Boga, kot so zlato tele, gradnjo raznih poganskih templjev. Vemo, da se je izraelskemu ljudstvu to zelo hitro zgodilo in naredili so zlato tele. Mogoče Izrael ni hotel novega Boga, ko so si napravili tele, le hoteli so videti nekaj, kar bi lahko slavili in častili. Skozi zgodovino vidimo, da ljudje vedno želijo imeti nekaj vidnega, ki bi lahko častili in molili. Zato je posebej razlog Boga, zaradi katerega Bog ne dovoli ljudem, da bi izdelovali podobe in častili ta, da ga ne bi na kakršnekoli način omejevali. V bistvu z vsako podobo nehote Boga omejujemo in ga spravljamo v neki človeški okvir. Pravi Bog naj bo ostal neviden in neopisljiv. Ko so Jusufa vprašali, katera je največja zapoved, je dejal, rekel mu je, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved, druga pa njej podobna. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Bistvo je tukaj napisan način, če hočete, obredje, kako naj častimo in služimo živemu Bogu. Tukaj gre za jasen odnos med Bogom in človeštvom.
ki temelji na ljubezni in zaupanju. Bog nam ponuja svojo ljubezen, milost, odpuščanje, da v njej rastemo in se spreminjamo. In to isto velja tudi do naših bližnjih in do nas samih. Tega nam ni potrebno pridobiti, ampak nam je dano na razpolago, da se učimo po veri v njej živeti. Bog je pokazal svojo ljubezen, da ne potrebujemo nobenega melika, posrednika, saj je to bil sam Jezus. Bog je namreč samo eden tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus. On, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse pričevanje ob svojem času. Bog je eden, posrednik je eden med Bogom in ljudmi, Jezus Kristus. Sprejmimo to ponudbo, če je še nismo. Učimo se živeti enostavno svojo vero v ljubečem odnosu s svojim stvarnikom in drug z drugim. On je naša moč za ljubezen, odpuščanje in sprejemanje drug drugega. Amen.